bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Ulala, hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo govorili med drugim tudi o samozavesti. Predvsem o tem, da je dobra samopodoba in samozavest pravzaprav naša odločitev in da smo mi kreatorji le tega. In koliko je tudi vse povezano s tem, kakšno samozavest pravzaprav imamo. O tem sem pisala že v knjigi Kako živeti v obilju, kjer sem opisovala to, da tudi v povezavi s službo, s položaji, s tem, kako si cenjen, spoštovan strani drugim, da je pravzaprav samo zunanji odsev tega, kako si ti sam s sabo, v kakšnem odnosu si dejansko samim sabo. In zanimivo, s tem se zelo ukvarjamo tudi na vikendih za dušo. En prihajajoči vikend za dušo je tudi že pred vrati. Veste, da bomo v Strunjanu cel vikend počeli take in drugačne stvari, predvsem pa ta odnos s samim sabo bomo dobro malo pretresli in se razvajali in uživali, ker najprej je seveda treba poskrbeti dobro zase, spostaviti dober odnos s sabo, povsem sprejeti sebe, potem pa lahko seveda tudi vse ostale. No, nekaj vas je, ki greste z nami v Strunjan, sicer pa zdaj vam lahko pokažemo, kaj bomo počeli. No, en tak mali košček. Vedno poskrbite za vse ostale, nase pa pozabite. Kdaj ste si nazadnje vzeli čas zase? Klepetov Vikend za dušo je tvoja priložnost. Preizkušali bomo tehnike v teoriji in praksi, prečistili čustva, se naučili akumuliranja energije in meditacijskih tehnik, spoznavali različna orodja, predvsem pa si dovolili biti to, kar smo, brez mask in pretvarjanj. Vse z namenom, da pocrkljamo svojo dušo, se razbremenimo in zaživimo lepše. Pridružite se nam od 16. do 18. februarja. Razvajali se bomo v Strunjanu, le sprehod stran od Mesečevega zaliva, ki velja za najmočnejšo energijsko točko v Sloveniji. Predhodne prijave so obvezne na telefonski številki 02 6200 230, več informacij pa tudi na www.klepetobkavi.si. Takole, vabljeni torej, da se nam pridružite, če je kakšno mesto še prosto, v tem tale trenutek nimam informacij, lahko pa seveda preverite sami. No, zvedla sem, da se v Sloveniji rojeva, oziroma da so zdaj že zametki, tudi ene take zanimive tehnike, kjer se tudi osvobajajo neka taka čustva, travme in tak naprej. In o samozavesti se bom pogovarjala s Petro Cvek. Mi o volk za vrati, ne, se ni volkulja. Petra, kar lepo pozdravljena, dobrodošla, si pa lahko recimo levinja. Lahko. Kakor imamo, ne? Maček se gleda v ogledalo in vidi leva v sebi. Super. Evo, kar izvoli, Petra. Čaj sem ti pripravila. Super, hvala lepa. Prvič si v naši oddaji Klepet ob kavi in mi lažemo. Sploh ne pijemo kafe, skozi pijemo čaj. Ja. Tudi jaz imam rajši čaj kot kavo, tako da odlično. Ja, a ne da. Ampak, kad te pa nekdo povabi, če se dobita, pa rečeš, a greva na kavo verjetno, ne? Ja, res je. Ja. A ne? No, evo. Hecno. Ja, evo, no, ravno zaradi tega je Klepet ob kavi in ne ob čaju. Ja. Samozavest je to nekaj, s čimer se mi rodimo in zdaj tak, kakršen je, ali je to nekaj, kar zgradimo? Samozavest je definitivno nekaj, kar zgradimo tekom življenja, lahko pa tudi ne. Nekateri je ne zgradijo, oziroma bom mogoče tako rekla, do določene mere jo verjetno vsi. Zdaj samo vprašanje, ali nekje ostanemo tukaj ali pa pač gremo majčkeno višje gor. Ni pa to nekaj, s čemer bi se rodili, niti ni to nekaj. Se mi zdaj včasih ljudje mislijo, da bo kar padla sama od sebe iz neba. Žal ne pade, je treba na njej delati. Ja, na tak način krepijo samo svojo potrpežljivost. Ja, res je, ja. Ne vem, jaz sem recimo opazila pri sebi in tudi pri drugih, da ljudje težko razločimo
to narejeno samozavest, ker rečemo, da se nekdo ven meče, a ne? Ali pa da je, ne vem, kakšni so še drugi izrazi, da se nekdo ven meče, a ne? In pa da je nekdo resnično samozavesten, a ne? Jaz sem bila izjemno nesamozavestna v svoji preteklosti in sem se ven metala, ne? V tem smislu, da sem si dala fasado gor, ne, sem ful samozavest, serijsko, in moja največja skrivnost je bila, da sem ranljiva, a ne? Je to, ali obstaja pretirana samozavest, ali ne, ali je to samo skrivanje rasne ranljivosti? Jaz mislim, da vedno pri teh ljudeh, no, kot si rekla, ko se ven mečejo, ko mogoče včasih izgledajo na trenutke mečkano arogantni, jaz bi tam rekla, da je skrivanje ranljivosti, ne? Ker samozavestna oseba v bistvu ne rabi svoje ranljivosti niti skrivati, ker se zaveda, da je v bistvu to tudi del nje. In da pravzaprav ni to nič takšnega, vsi smo kdaj pa kdaj ranljivi in tudi to je v redu. Tako da, kar se mene tiče, pretirana samozavest, jaz bi rekla, da ta izraz v mojem besednjaku ne obstaja, je potem aroganca. Ja, aroganca, ne? Ali je samozavest ali aroganca, ni pretirana samozavest. Ker takrat, kadar imajo ljudje, ne, pa občutek, pa zdaj morajo pa pokazati vse, kar znajo, pa pokazati vse, kar imajo, pa še kaj si namisliti, pa pač zapakirati še v lepši celofan, da se sliši še večje in še boljše. To so v bistvu zelo prestrašeni ljudje v sebi. Zelo prestrašeni in tudi to je v bistvu ego, ki ven buta, če lahko čisto po domače rečemo, ne? Ego je tisti, ki hoče pokazati, glejte mene, kakšen sem, kako sem dober, kaj vse imam, kaj vse znam. Samozavest nima te lastnosti, če lahko tako rečem. Se pravi, samozavesten človek ne išče potrjevanja okolice, koliko je on fajn. Pač on ve, da je fajn in ga po domače povedano boli, kaj si drugi mislijo o njemu. Ja, res je, se strinjam popolnoma. Samozavestne osebe res v bistvu se zavedajo tega, kaj znajo, kaj zmorejo, se zavedajo tudi svojih pomanjkljivosti, ampak se zavedajo, da pravzaprav so oni tisti, ki imajo nadzor nad svojim življenjem in imajo posledično tudi moč, da vse tiste, ne vem, stvari, ki jih mogoče pri sebi bi si želeli spremembe, se zavedajo, da imajo moč, da to spremembo tudi naredijo, ne? Medtem ko arogantni ljudje oziroma pretirano samozavestni, če uporabim vseeno ta izraz, se mi zdi, da svoje pomanjkljivosti skrivajo za to fasado, ne? Samozavestna oseba bo povedala, lejte, v tem sem res dober, tole pa pač ni glih moja najbolj močna točka, ampak če se odločim, bom na njej delal, če se odločim, da ne, pa pač ne bom. Petra, ne znam ti povedati, s koliko ljudmi sem se že srečala, ki imajo take izkušnje, taka znanja. In ja rečem, dej, prid se z mano pogovarjati v oddajo, povej to ostalim, lej, to je krasna zadeva, dej, lej, kako lahko pomagaš drugim, dej to naredi in tak naprej. In nimajo samozavesti, imajo talente, imajo neodanosti, imajo izkušnje, imajo znanje, imajo vse to. Ampak nočejo samega sebe izpostavljati, nočejo povedati, pokazati to, kar dejansko znajo, a ne? In jih to ovira v življenju. Ja, jaz moram priznati, da sem pri svojem delu največkrat naletela na to, da je tukaj v ozadju v bistvu dva strahova sta. Prvi je strah pred zavrnitvijo, drugi je pa strah pred neuspehom. Nas je tako grozno strah tega, da bi, ne vem, se ne prikazali v takšni luči, kot se želimo, in mislim, da je pri marsikomu to razlog, da ne poskusi oziroma ne izkoristi tistega potenciala, ki ga ima. Tako da ta dva strahova, bi jaz rekla, sta precej v ozadju ne samo zavestnih ljudi in tega, da ne upaš poskusiti nekaj, ne? Mi si kar napletamo zgodbo v glavi, kaj vse se bo zgodilo, kako se bo življenje, ne vem, sesulo, če v nečem padem. Vsi padamo. Vsi, to je pač del življenja in potem seveda tudi ostanemo. Kar sem ugotovila, ko sem raziskovala tudi za knjigo, je, da je ogromno ljudi, ki pa se tudi uspeha bojijo. Ja, res je. A ni zanimivo? Ja, res je. Ravno zadnjič sem imela izkušnjo z eno gospo,
ki je tudi imela strah pred uspehom in potem, ko smo se pogovarjali, od kje zdaj ta strah, ne, mislim, malo nelogično se sliši, je potem razlagala, da je strah od tega, da bi v bistvu nekateri ljudje zapustili, če bi bila preveč uspešna. In tudi, ko sem jaz sama pri sebi raziskovala, ne, kje sem, česa me je še strah in tako naprej, ja, je ravno tako nek strah. Jaz ne vem, a je to tipično slovensko, a je to pač tipično slovensko. Ja, tako smo, no, nekako, da ja ne bi stopal. Ja, ker glave, ki štrlijo, letijo. Ja, ne, mogoče zato. In potem je seveda tukaj tudi v zadju, kaj pa, če uspem, kaj bo pa potem, ne? A mi bojo ljudje zavidali, a bodo nekateri z mano ostali samo še zato, ker, ne vem, sem uspešen in bojo mogoče videli neke koristi. Tako da tukaj je v ozadju precej enih misli, ki jih imamo. Recimo zdaj, ni to povezano, ampak mislim, da tudi je povezano s samozavestjo, recimo favšija, ta slovenska favšija. Jaz kar ne morem včasih to dovoljkrat ponoviti, pa sebi, pa drugim, no predvsem tako vsakeč, ko imam priložnost, da dokler mi drugmu ne privoščimo uspeha, ga tudi sam sebi ne moramo oziroma pač tudi sami ne bomo uspeli, ne? In kolektivno gledano se mi zdi, da Slovenc tukaj pade. Ja, res je. Tukaj bi jaz rekla, da spet pridemo nazaj do tega strahu, ne? Če je njemu uspelo, to pomeni, da meni ne more. Kakor da je uspeh omejen. Tako. Samo 5 enot. Tako, ja. In on je zdaj eno enoto vzel, ne, in zdaj pa za mene ni. Ja, se mi zdi, da tukaj, tako kot si rekla, res Slovenci zelo padamo, ne? Če bi to bil kakšen izpit, bi bil po moje katastrofalen rezultat. Ti si se na tem področju izobraževala, jaz sem res, da sicer hodila na zdravstveno fakulteto, ampak nismo se tam tukaj tega učili, bolj sem se potem sama z izkušnjami, ampak kar sem ugotovila v praksi in v teoriji je, da dejansko sem začela graditi potem neko zdravo, prizemljeno samozavest takrat, ko sem sprejela vse svoje failerje. In ko sem rekla, ok, takole sem, nisem popolna, ampak tako, kakor sem v redu. Sprejmem zdaj, da je tak pa tak. Imam dobre lastnosti, imam slabe lastnosti. Ne slepim se, da nimam slabih in ne tlačim dol tisti, ki pa dejansko so dobre. Jih vidim, jih ne ignoriram. Je to pravi način? Seveda, to je pravzaprav si samozavestna oseba, na nek način bi jo lahko tako opisali, kot si sedaj rekla. Torej, zavedam se svojih dobrih lastnosti in tistih, bom rekla, lastnosti, kjer je še prostor za izboljšavo, če lahko tako rečem. Moja izkušnja je bila podobna. Jaz sem sicer začela mogoče, bom rekla, s temi instant rešitvami, ne, pisanje seznama uspehov, večkrat pregledati, podoživljati občutke ponosa, ki sem jih ob vsakem uspehu doživela. Ampak na koncu sem prišla do tega, da so v ozadju samozavesti oziroma ne samozavesti, pa tudi prepričanja. Nisem pomemben, nisem dovolj dober, nisem vreden. Programi, tako. In bom rekla, moja pot do samozavesti se je končala v bistvu prav s tem, da sem prepričanja na koncu pri sebi spreminjala in odpuščala, bom rekla, sebi, v prvi vrsti sebi, ne, za vsa ta leta zanemarjanja, poniževanja, kritiziranja in tega. Potem pa seveda tudi tistim, za katere se mi je zdelo, da so mi strašansko krivico v življenju naredili. Ampak ja, to je v bistvu proces. Grajenje samozavesti je proces. Zanimivo, točno to delamo na Vikendu za dušo. Dejansko se soočimo z realnim stanjem, pogledamo, kjera prepričanja so odzadnji, s kinestetičnim testom malo preverjamo, potem pa gremo na odpuščanje, na pomen hvaležnosti, napišemo pisma tudi staršem in vse take stvari, ker ti se veliko ukvarjaš pri svojem coachingu s tem, da nas določene travme tudi iz preteklosti, iz otroštva lahko zaznamujejo, da smo potem, ne vem, ne samozavestni, nikoli dovolj dobri, pa tak. Tako, v bistvu pri vseh teh prepričanjih so v ozadju, bom rekla, neka čustva iz preteklosti oziroma neka čustva, ki nas vežejo na neke pretekle dogodke ali pa ljudi. In to je tisto, kar nas potem nekako, bom rekla, drži v tem krču. In ko ta čustva, ko se jih zavemo, ko jih prepoznamo, kje v telesu so in ko jih uspemo spustiti, vsaj v mojem primeru je bila izkušnja taka, da so prepričanja pravzaprav sama od sebe padla. Ni bilo potem
bom rekla, nekega dolgotrajnega procesa, ko samega sebe prepričuješ. Sam na drug nivo, na drugo vibracijo prideš. Tako. Odlično. Če je samozavest naša izbira in Petra se strinja, tako kot vsi ostali gostje, potem je tudi sreča naša izbira. Dajmo pogledati tale posnetek prispevek. Sreča, ena in edina, ki si jo želi vsak že od vsega začetka nastanka življenja na Zemlji. In sreča ni samo občutek osebnega zadovoljstva, temveč vedenje, da je vse na svojem mestu, odnosi, počutje, zdravje. Definicije sreče pa se razlikujejo. Je sreča zadovoljiva služba, velika hiša z bazenom, popoln partner? Večina ljudi misli, da je sreča nekaj zunanjega, materialnega, nekaj, kar bomo dobili in kar nas bo nato izpolnilo tudi od znotraj. A sreča pravzaprav ne deluje tako. Imamo več, kot so imeli kadarkoli, a vendar se soočamo z epidemijo nesrečnosti. Sreča je namreč več kot le občutek, je stanje duha, srca in telesa, neodvisna od zunanjih dejavnikov. Kaj pa tebe v sreči? Kaj pa, če bi bili samo preprosto srečni, brez razloga? Tudi to se da. Srečo in samozavestjo se torej ukvarjamo, predvsem pa, kot pravi tudi Petra, tista prava pot je, da začnemo navznoter, ne? Ja, definitivno. Se mi zdi, da je vse ostalo, jaz pravim, praskanje po površini. Praskanje po površini. Ja. Ker najlažje je, ne, najpogostejša, najbolj priljubljena terapija na svetu je shopping. Ja. Terapija, ne? Ja, ampak dolgoročno noben shopping ne pomaga pri tem, da mi zgradimo resnično samozavest. To je spet potem tista fasada, se dobro oblečim oziroma se v tej obleki dobro počutim, pa si rečem, no, poglej, kako sem samozavestna, ampak takoj, ko tisto obleko dam dol iz sebe, vprašanje, kaj ostane, ne? Poznam veliko ljudi, ki si z blagovnim znamkam kupujejo samozavest. Ja, verjamem, ne? In z dobrimi avtomobili in tako naprej, ne? Tle smo potem pri praskanju po površini, ne, težko bi drugače rekla, ampak se mi zdi, da je vedno se fajn vprašati, ko se zvečer uležem v posteljo, ne, ali sem zdaj tudi lahko samozavestna, ne vem, mogoče v neki razcapani pižami ali pa kakorkoli, ne, takrat se bo potem pokazalo, se še dobro počutim ali res rabim ne vem kakšno masko dati nas, da si rečem, no, zdaj sem pa samozavestna. Ker moški je samozavestna ženska najbolj seksi na svetu, ne? Ja, verjamem in verjamem, da marsikakšni ženski tudi obratno, ne? Jaz recimo, če pogledam sebe, precej bolj mi privlačijo samozavestni moški kot nekdo, ki, bom rekla, kar malo leze sam vase, ne? Tisto ti tudi nekaj pove o človeku. Ja, ker recimo meni fantje moški, ki se mi zaupajo, rečejo, lej, pa nima veze, babe se sekirate za tisto dodatno kilo, 2, 3, a najbolj seksi zadeva je, da si samozavestna, tudi z oblinam, z obročkim, s povešenim, ne vem kaj vse, da je samozavest, to je tisto, kar pritegne moškega. In jih razumem, ne? Ja, tudi jaz. Bi podpisala to, takoj. Krasno. Najlepša hvala, Petra, veliko uspeha še naprej pri širjenju. Ti si HSE coach, veliko uspešnosti pri širjenju tega načina, vsekakor je to pravi, začne se pri izvoru, ne? Res je. In veliko sreče in uspeha pri temu, da se to razširi tudi v Sloveniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Takole, vi pa še kakšno orodje najdete tudi na klepet@kavi.si, tam tudi brezplačne meditacije in ja, tudi tako, da odnos s samim sabo, da se sami s sabo pogovoriš in pa seveda tudi vse minule posnetke. Sicer pa preverite tudi vse aktualne dogodke, pa se kje vidimo ne samo preko televizijskih ekranov, ampak tudi v živo. Prva vaja je pogled gor, dol, gor. Tako da po enem tednu so rezultati že občutni.